Zanima nas za začetek, kako to, da ste se sploh odločili, da ste pripravili ta projekt in koga ste želeli s tem privabiti? Kako je že tradicionalni študentski projekt študentov psihologije. Letos ga organiziramo že 9. zaporedoma. Organiziramo ga ob svetovnem dnevu duševnega zdravja, ki je danes 10. oktobra. Projekt, vsako leto si drugo temo zberemo. Letos je tema preobremenjenost, ker se nam to zdi izjemno pomembna in aktualna tema za vse posameznike v naši družbi. Zato si želimo s projektom privabiti čim bolj širšo populacijo od starostnikov do mladostnikov, ker mislim, da se lahko vsi poistovetimo s temo preobremenjenosti. Letos v Mariboru poteka že 3. zaporedoma. Upamo na čim večji odziv. Vsa predavanja in aktivnosti, ki jih organiziramo, so brezplačna. Vse te aktivnosti so na temo preobremenjenosti, imamo predavanja, filmske večere, okrogle mize, potem tudi različne delavnice, naprimer zdrav zajtrk, pa tudi naprimer različne, imamo brezplačno telovadbo letos. Tako da pester nabor, vse je brezplačno, pa za čim širšo javnost namenjeno, ker duševno zdravje je pomembno, pomembno je, da se zavedamo, da moramo zanj skrbeti, ter da ni tako samoumevno. Bi še kaj rada sporočila študentom za na konec? Upam, da se študenti udeležijo naših aktivnosti v čim večjem številu, saj so vse brezplačne. Fino se bomo imeli, naučili se bomo upravljati s časom, imeli bomo brezplačno telovadbo v četrtek ob 9. v UŠC-ju, tako da upam, da se vidimo v čim večjem številu. Stres je nama v pomoč za to, da se v življenju sploh premikamo, se pravi nas spravi v budno stanje, to pomeni v aktivno stanje. Zaradi stresnega stanja se premikamo naprej, narahlo nam naraste pritisk, mišice dobijo svoj tonus in se lahko premikamo, hkrati se nam okrepi pozornost, se pravi koncentracija na naš cilj. Stres je koristen v vsakdanjem življenju, ker nam pomaga aktivirati telo, da se premaknemo do našega cilja. Vendar je stres lahko škodljiv, če traja dolgo, neprekinjeno in če nam gre v zalogo naše energije, moči. V našem življenju velik del časa posvetimo aktivnostim, delu, zavestnemu delu, to je tisto delo, ki ga namenjamo ali služenju denarja, opravljanju svoje službe ali v mladih letih učenju in študiju. Pomembno je, da stres prekinjamo, to pomeni, da vsaki nalogi sledi odmor. V odmoru se telo umiri in regenerira. Za študente sem se odločil predavati zato, ker mislim, da študentje morajo osvojiti dobre delovne navade, imajo možnost, da v družbi dosežejo veliko in vplivajo na druge ljudi v družbi. Ko postanejo pomemben člen družbe, se morajo znati tako organizirati delo in obremenitev, da varujejo svoje telesne moči in zdravje. Ker sem zdravnik, pridem potem do sklepa, da je moralno tisto, kar ohranja naše zdravje, nemoralno je pa tisto, kar škoduje našemu zdravju.